Na ptujskem mestnem stadionu sta se v tekmi 14. kroga druge slovenske nogometne lige pomerili ekipi Ptujske Drave in Kranjske Zarice. Domači nogometaši so ponovno lahko računali na vodjo in kapetana Nastjo Čeha, medtem ko je pri gostih tokrat moštvo vodil pomočnik trenerja Robert Marušič. Sicer pa so Kranjčani precej bolje odigrali prvi polčas in takole v drugi minuti srečanja prek Nejca Križaja zapravili najlepšo priložnost. Nasploh je bil ptujski vratar Aleš Ajlec najboljši mož na srečanju, ko je zaustavljal številne strele kranjskih nogometašev. No, v drugem polčasu pa ponovno boljši začetek gostujočih nogometašev. Najprej tale poizkus od daleč, nato pa je na sceno stopil Nastja Čeh. Takole je nastreljal sicer živi zid, potem je poizkušal še njegov brat Aleš Čeh, a je bil na pravem mestu Ajdin Mulalić, ki je z dolgo žogo na nasprotno stran zaposlil svoje soigralce. Akcijo Kranjčanov je na koncu zaključil Šujica, ki pa še enkrat več ni uspel premagati ptujskega vratarja Aleša Ajleca, čeprav je bila to po njegovem preigravanju ena lepših priložnosti kranjskih nogometašev v drugem polčasu. Nogometaši Kranjske Zarice, ki so bili večino časa boljši tekmec, so poizkušali še nekajkrat, a bili sila nenatančni. Tudi po tejle podaji iz kota in hudi gneči in fliperju žoge v kazenskem prostoru so domači nogometaši na koncu vendarle uspeli žogo izbiti izpred svojih vrat. Priložnosti so se vrstile na eni in na drugi strani, takole je poizkušal Luka Šalamun, na drugi strani pa se v odlični situaciji znašel Nejc Križaj, ki se je še enkrat na srečanju znašel sam pred ptujskim vratarjem Alešem Ajlecom, a je spet slednji odšel iz tega dvoboja kot zmagovalec. Če so bili uro igre nogometaši Kranjske Zarice boljši tekmec, je zadnjih 30 minut pripadlo Ptujčanom. Najprej ste videli prečko mladega napadalca Pavka, nato še en poizkus veterana Nastje Čeha, nato pa so v 78 minuti srečanja Ptujčani na igrišču ostali zgolj z 10 možmi, ko je Mitja Rešek napravil prekršek nad Nejcem Križajem, glavni sodnik Dejan Balažič pa mu je pokazal drugi rumeni in s tem posledično rdeči karton. A to Ptujčanov ni zmedlo in tudi do konca srečanja so v zadnjih 12 minutah pritiskali in si pripravili še 3 lepe priložnosti. Najprej je v 86 minuti srečanja Roškar podal pred vrata, Tisaj pa je poizkušal strelom z glavo, a je bil Mulalić na pravem mestu. V nadaljevanju je takole Nastja Čeh poizkušal s podajo v kazenski prostor, kjer je do žoge prišel rezervist Japonec Kato Yasuhiro, a se je še enkrat izkazal Ajdin Mulalić. Zadnja priložnost na srečanju pa je po podaji Luke Šalamuna pripadla Niku Tisaju. V 93 minuti srečanja so Ptujčani zapravili priložnost za vse 3 točke in ostalo je pri delitvi točk Drava Ptuj, Zarica Kranj 0:0.